zakon je tole. Je zakon? Zakon je totalno. Že zgleda dober. Hej, lep pozdrav. Lep pozdrav, midva se nahajava v kanjonu reke Todre in greva zdaj na en hajk na gledati tele okoliške gore. Upava, da se ne zgubiva, ker ima, da je slabo označeno. Držite pesti. In lahko je pa osla vzela za seboj. Evo, tako razgledajo te maroške pohodne poti. Je pa zdaj po moje enih 35 stopinj zdaj na soncu. Vroče je. Drugač, tlele je res tako slabo označeno, da zdaj vevajo, zakaj pravi, da je treba najeti vodiča. Mislim, ne za ta del, ampak nasploh za hajkanje v Maroku, pa za natopkal in tako naprej, ker ni neshojeno, niti markacij, bi rekel človek. Wow! We made it! Oh je. Na sedlu sva na 1800 višinskih metrih in od tlele dol sva prišla po kanjonu. Tamle se ne vidi, ampak je pa en pes. Bonjour! Imaš črt kaj za jest? Ja, imam jabolko. Imam jih nazaj. Daj tisti jabolk. Otroci hodijo po gorah in nosijo stvari. Jabolke smo jim dala. Ne samo to. Šli so v... Razparanih natikačih. Ne vem, če so bi sploh natikači to. Čevlji razparani. Na 2 jurja skor. Oh, shit. Na vrhu sva! Piramida, ko označuje vrh. Pa za veter je, če rabiš prespati. Nač, se vidimo dol. V bistvu sva že v naslednji dolini, Dedes Valley se imenuje, nekje slabih 100 km, se pravi od Todra. Velja. Tako. In gremo raziskovati, kaj ponujajo. Ja, ceste se nama res dopadejo, sploh take, kot kaže, serpentinaste in zavite. Zdaj smo na vrhu Zigzag Road, se reče, slavne zavite ceste in Črt, pripravljen. Akcija! Idemo! Najlepši del. Ja, lepo je.
200 do 300 metrov v višino. No, zdaj pa se peljeva proti kraju Skora, ki je za kamele pomenil eno tako odrešenje. Po 2 mesecih potovanja iz Sahare so prispele v ta kraj in to je pomenilo, da je konec te dolge poti, da se bodo znebile tega tovora in se končno napojile vode, kajti tam je Oaza. in 1000 palm. Zdaj sva se malo zamenjala še po Barbarovoz in seveda, ker Barbarovoz cesta ni najbolj normalna, ne Barbara? Milo rečeno. Kam nas pelješ? Minutka počitka, potem pa gremo pogledati tale Palmeraj. Zdaj se v bistvu sprehajava po La Palmerie. Palmeriji bi rekli temu. UNESCO zaščiteni. Tako, tukaj je v bistvu nasad 1000 palm in za vse res lepo skrbijo, prav napeljan je poseben sistem namakan. Evo, klej lep primerek. Gre za dateljeve palme. Tu so že tile ostanki. To smo dobila pa tak zemljevidek, na roke napisan, ker je menda kle cel labirint in se zgubiš, kot bi mignil. Črtka pa je to. Zdaj smo med njihovimi kazbahi. To so njihova domovanja, neke vrste utrdbe, ki so jih postavljali Berberi za zaščito. Papirica. Močko moč. Jaz upam, da najdeva nazaj. Zdaj naj jo še skoraj pes pogrizu, stari. Tole kar izziv. Sem ga ni spet pes. No, kot vidite, nama je iz labirinta palm uspelo srečno najti pot nazaj do hotela. In že šibava dalje, še pogledati preostali del Skore, potem pa proti Orzazateju. Lep pozdrav iz Orzazateja. Orzazate je eno tako razvijajoče se mesto, v katerega se priseljuje ful mladih, je pa daleč najbolj znan po tem, da je bilo tukaj snemanih veliko filmov in mi gremo zdaj pogledati najbolj znan Atlas Movie Studio. Zdaj smo v prvem studiu Orzavoda, kakor domačini poimenujejo celoten ta kompleks, in sicer so tukaj snemali 7 let v Tibetu z Bradom Pittom, ampak Tibet je nekje drugje, ne tukaj. Vse je fake. Je pa Atlas Studio tretji največji filmski studio na svetu in največji seveda v Afriki. No, tega pa poznamo. Asterix in Obelix, misija Kleopatra, pa tudi Mumija. Tamle v daljavi pa palača iz Igre prestolov. Je tako, palača od Kalizi, kjer reče sužnjem, naj se osvobodijo. V tem studiu snemajo filme že zadnjih 40 let. Včasih so bili rekviziti lahko bolj budget friendly, naprimer tale Ferrari, ampak imajo pa tudi kakšne ta prave zadeve, recimo avtobus iz Prison Breaka.
Zdaj se pa nahajamo blizu Ait Ben Haduja, mesta iz 11. stoletja, ki še dan danes podobno zgleda, znano pa je po številnih hollywoodskih scenah, bomo temu rekli, v številnih filmih se pojavlja. In gremo najprej pogledat, kako izgleda mesto od zgoraj. Recimo, da gremo prav. Recimo. Tamle sva bila na vrhu. Je lep razgled okrog in okrog. Moramo pa videti zdaj še samo mesto od daleč. Ait Ben Haduj je praktično obstal v času in ravno zaradi tega je izjemno zanimiv za filmarje. Tukaj so med drugim snemali Gladiatorja in v zadnjem času seveda tudi Game of Thrones. Tukaj se res zdi, da se je ustavil čas nekje 100 let nazaj in le še nekaj družin je takih, ki živi tukaj. Vsi ostali so se izselili, samo še male trgovince so za turiste. Še tale zadeva, ko si boste ogledali Ait Ben Haduj, bodite pozorni, da vam ne bo kdo prodajal vstopnic za ogled mesta, ker je pač brezplačno, ampak po drugi strani pa je zelo pomembno, kje vstopite v mesto, ker nekatera vrata so privat in hočejo po 2 evra, 1 evro, zato da greš čez njihova vrata. In smo že na prelazu Tizi in Čika. To je prelaz čez Atlas, zdaj se peljemo proti Marakešu in je eden najbolj znanih prelazov. So pa tukaj seveda tudi včasih pobirali pristojbine za vse mimoidoče. Se pa pozna, da smo na 2260 metrih nadmorske višine in temu primerno je kar mrzlo tlele. Spet gremo tle dol. Zahod! Ne, imam luči zažgane. No, smo meglo zapali, bi rekli. Lih tam, ki bi mogla imeti viewpoint. Razgledna točka. Tole je pa razgled. Sva blizu Essaouire. Videla sva veliko organovih dreves, ampak žal nobenih koz na drevesih. Koze so, ampak pod drevesi. Ja. Ni sezona, da bi jedla sadeže čez gor, čeprav tudi septembra ne bi se to dogajalo. Ampak zato bomo pa šla do Essaouire. V Essaouiri sva! Druga vrsta mivka, 50. Dobrodošli v Essaouiri, vetrovnem mestu tik ob morju. To je pravi raj za vse surferje, pa tudi za tiste, ki želijo pobegniti iz Marakeša. Essaouiri se je včasih reklo tudi Mogadir. Ima pa zelo zanimivo zgodovino, dal je postaviti vladar in ker mu je bila tako všeč, jo je poimenoval Essaouira, kar pomeni well designed oziroma dobro oblikovano.
tale medina je veliko bolj obvladljiva kot tista v Pezu, definitivno. Ker je tudi bolj ortogonalna, pa širša. Tudi en tak bolj evropski vibe se mi zdi, da je tukaj se čuti ta vpliv, ne, Evropejcev. Ja, in Atlantskega oceana.